Zdaj tako nam rekel. Piše mi, da gremo živo. Zdaj ne vem, ali grem ali ne. Tukaj na stacionarnem telefonu se nič ne vidi. Namreč prisostvoval sem Zoom konferenci Sama si kriva. Kako izstopiti iz začaranega kroga zlorab in nasilja. In pol na koncu sem želel malo diskutirati, ker tale zadeva ni bila prav strokovno na visoki ravni. Bil sem pa nagovorjen, oziroma tistih 20, 30, 40, ali ima kdo kaj za vprašati. Vprašati nisem imel nič, ampak bi pa diskutiral. Namreč tale okrogla miza, oziroma Zoom konferenca Sama si kriva, kako izstopiti iz začaranega kroga zlorab in nasilja. Pogovor ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami. Zoom platforma. Zdaj, tale laični pristop na takle dan, prav dan boja proti nasilju nad ženskami, se mi zdi malce spodletel. Tele so bile dve ranjene duše, ena Monika, to je prav, bi rekel, jokavo predstavlja svojo zgodbo, potem pa ta Alenka je pa rekla, kar je zelo bilo pomenljivo, da obstaja tudi nasilje nad moškimi. Seveda obstaja tudi nasilje nad moškimi, samo danes je dan boja proti nasilju nad ženskami. Zato pustimo zdaj moške, Ampak tale kontekst, da se moški spravi fizično nad žensko, celo tisto, ki mu je rodila otroke. Bom povedal eno izkušnjo. Jaz pač tudi svetujem, terapiram, napenjam možgane v vzgojnih kontekstih, ločitvah, pa še kaj drugega, kritično mislim, tudi politološko. Sociologija norcev me zanima. V teh covid časih imam ogromno materijala za razmišljanje. Ampak me je pa enkrat nekdo poklical, češ, žena me bo pustila. Ja, imate kaj otrok? Imam. Ja, zakaj pa vas bo pustila? Jaz sem jo udaril. Že drugič. Sem rekel, kako to, da lahko vi udarite žensko, ki vam otroka rodi? Sem rekel, vas je mama fejst garbala, ki ste bili otrok. Je rekel, kako pa veste? Jaz sem rekel, moški, ki lahko udari žensko, pomeni, da ima hudo zamero do lastne mame. Potlačena zamera do lastne mame eskalira v tistem potem odnosu v odraslosti, ko si človek ustvari, moški ustvari družino in zamera do mame, ven simbolno bruhne v zameri do lastne žene. Zdaj pa, če ima žena črn za nohtom, se mu meša. Ampak ne zato, ker ima črn za nohtom, ali pa ker ima nek, ne vem, veste, ženske znajo tudi imeti svoje muhe. Ampak ne gre za te muhe, gre za to, da eksplodira atomska bomba, ki se je van naselila v moškega v otroštvu. Zdaj, tukaj sem si pripravil knjigo Karmen Šterk. Serijski morilec, normalen psihopat, psihopatološke matere. Zdaj, in medija se res bom rekel, tisti moški, ki lahko žensko udari v odraslosti in tisto, ki jo ima rad, mu otroke rodi. Če jo lahko udari, pomeni, da ga je mama fejst zajebala. Kot mama v otroštvu v odnosu do sina, torej tega dečka. Namreč, taka stvar bi se tukaj mogla diskutirati, razpravljati, ampak ne tako laično, ker tukaj je bilo vse jokavo, laično jamranje, subjektivno jamranje. Mislim, sej se mi smilijo te ženske, ampak druga plat medalje pa mogoče pa drugačna, Namreč, ko jaz se z nekom pogovarjam, pa slišim pa drugo plat medalja. Glava peče. Kaj si pa nekdo drug v isti situaciji misli o temu, ki tarna, kaj je ta naredil. Se pravi, treba je vedeti, teoretsko, če
je moški sposoben žaliti žensko, jo poniževati, se sadistično izživljati nad njo, jo udariti ali pa pretepati. To pomeni dvoje. Da ima strašansko jezo do lastne mame, ki mu je kot mama pila kri, potlačeno jezo, kasira, simbolna naslednica matere, to je pa ženska, ki jo ima rad, pa ki mu rodi otroke. Po fazi zaljubljenosti se spolna želja skrha in pride tista monotonija v odnosu in potem pridejo patološke zamere do lastne mame v odnosu. In potem, če je dotični moški še šibek v moralnem razsojanju, se pravi, da oče ni opravil oedipske funkcije, torej, da mu naseli moralno razsodnost, bodi si, da je odsoten, ali ločena družina, ali simbolno kastriran, ponovadi mame, torej žene, simbolno kastrirajo svoje oplojevalce, može, partnerje, očete svojih otrok. In če se to zgodi, ta sinček v odraslosti nima moralne razsodnosti. In ko ti zdaj baba pije kri, če nimaš nadjaza močnega, če imaš še zamero do lastne mame, jo vsekaš, ne? Mislim, jo vsekajo tisti, ki niso imeli močnega očeta, nimajo nadjaza in ki imajo potlačeno zamero do lastne mame. Jaz sem enkrat rekel, ne, da bi jaz žensko udaril, si dam roko odsekati. Ker moja mama mene nikoli ni udarila. Ali pa enkrat, pa je po nesreči, pa ne vem kaj, pa se je sama jokala. Ne? Se pravi, jaz nisem svoja mama črtel v otroštvu. In zato se mi zdi absurdno, da bi jaz recimo fizično se spravil nad žensko. To mi ne obstaja. Obstajajo pa moški, ki so tega sposobni. Ne? Ko sem jaz enkrat pivo pil, v eni družbi, in potem sem jaz zvedel, da en tip, ko z mano pije pivo, svojo babo pretepa, sem vstal, pa sem šel, ker sem rekel, jaz ne bom s tem tipom pivo pil, če svojo babo tepe. Ali pa tistega, ki je rekel, naj mu ženo pregovorim, da ne bi šla, ker je že te drugič udaril, ali tepu. Sem rekel, dajte mi ženo. Dobim ženo na telefon, sem rekel, koga je zdaj bilo? Je me udaril že drugič, za prazen nič. Sem rekel, lejte, skupaj smo zaradi otrok, če je dober očka, če ima sam žute minute. Sem rekel, dajte zobe stisniti, ampak bom pa zdaj jaz pa nekaj povedal, dajte mi ga nazaj. In potem ti pa dobim nazaj. Jaz sploh ne vem, kak je bil. To je bilo 10 let nazaj, ne? Ti pa dobim na telefon, sem rekel, lejte, jaz bom zdaj vašo ženo pregovoril, ali pa sem jo že. Sem rekel, če še jaz enkrat zvem, torej, da me žena pokliče, sem jim pa rekel, ne, če vas še enkrat udar, me pokličite. In ti pa sem rekel, če še enkrat udarite svojo ženo, bom prišel kjah vam in mi bom gob se razvil toliko, da te polnil, kaj je to imeti fizično moč. Ker namreč jaz sem pa kar močen, ne, ko bik, pa ne odstrašen sem. In jaz sem mu fizično zagrozil, če se še enkrat dotakne svoje žene, da bom prišel pa bom gob se razbil. In mene ima za mizoginega, ne, jaz pa Venero v levu. In ko sem se hotel javiti na tolo, sama si kriva, ne? Ni sama kriva, kriva je mama tistega, ki je udaril. Sem jaz rekel, nač 2 knjige sem napisal o spolu, 2011, zdaj pa že 10 let, razprodana knjiga, 2 družinska zakonika sem sesuval, zato, ker sem rekel, da otrok rab moškega očeta in žensko mamo. In s to knjigo o spolu, tako rekoč priročnik za vzgojo sinov in hčera. To sem napisal in sem razložil, kaj pomeni Oedipov kompleks, kaj pomeni prepoved vzgojnih klofut. Sem šel jaz, ne vem, 2010 v razpravo, v državni zbor, sem rekel, ne ustoličevati člena, 9. člen je bil, ki prepoveduje očetom, da svoje sinove v red spravijo tudi z eno vzgojno klofuto, če je treba. Ničelna toleranca do klofut. Vzgojna klofuta, ki jo da sin, torej oče svojemu sinu, v enem obdobju, ko tam mal nič ga ne uredne sprav. Ta vzgojna klofuta je koristna za bodoče moralno razsojanje. In država mora omogočiti staršem, da svoje otroke spravijo v odraslost tako,
da imajo mentalno zdravje ženske na svoj način, moški pa na svoj način. Ampak v paketu moškega gor spravljanja, upbringinga, mora biti obdobje Oedipovega kompleksa, kjer sin torej doživi poraz strani očeta. In ko on neki proba tam, mu mora foter zamejiti uživanje, pa meje postaviti tudi vzgojno klofuto. Ne s psihičnim najedanjem, ne, to so dobre mame. Z eno preprosto klofuto, kaj čez rit. Ne. In to ne sme biti sankcionirano. Zdaj se je vse okoli obrlo, ampak v družinskem zakoniku 2009 se je začela ta razprava. Jaz sem šel v državni zbor 2009 in sem rekel, ne samo posvojitve gejev v istospolno partnersko, torej otrok strani gejev, torej posvetijo istospolno partnersko skupnost, ne, ni to problem, samo to problem. Problem je tudi 9. člen, ki prepoveduje, da bi očetje v red spravili svoje sinove. Z vzgojno klofuto, če je treba. Jaz sem 2 sinova, enega sem mogel, enega pa ni bilo treba, ker se me je bal. Otrok se mora bati svojega očeta. Ga spoštovati in ko bom velik, bom tak kot moj dobri oče. Ampak ta oče si mora lastiti njegovo mamico. In temeljni poraz, ki ga mora otrok, mali Oedip, doživeti, suvereno doživeti je to, da strani očeta dobi preblisk, ne, ker ga vidi, da po noči z njo spi, da si ne sme želeti želje svojega življenja, otroštva, mamice. Ne. Mamice si ne smem želeti, ker če si jo želim, sledi kastracija. Ne. V oedipalni fazi otrok, deček, razmišlja o anatomiji genitalij, pozna spol, ki je brez spolnih organov, deklico, ne, kastracijski nič, jaz sem pa lulčka. Zdaj, a jaz tudi lahko postanem necel, odrezan, tako kot deklica? Seveda, če si želim mamice, ne, mamice si pa ne smem želeti. In ta poraz, ta kastracijska bojazen je odločilna za vse poznejše moralno razsojanje moškega. Ženske niso na tak in ne morejo biti na tak način moralno razsodne. So pa sočutne in potem na vides moralno razsojen, na vides. Pravo tisto pristno moralno razsojanje je sposoben, torej ga je sposoben moški, ampak ne vsi moški, po moji ceni to 20% moških. In določene stvari se morajo narediti. Mama ne sme sina najedati, sploh ga ne sme udariti. Mama sina ne sme udariti. Če to naredi, pa če ga najeda, bo ta sin v odraslosti bil sposoben udariti žensko. Ne? Rekoč, sama si se kriva, ne? Zato sem te pa udaril, ker si me izsiljevala. Ne? Ta ženska pa mogoče pa res izsiljuje, zato ker tisti očka, ki jo je imel rad, je tam pa tudi vsekel. Ne? In potem razvije te sadomazohistične prebliske, seveda to dela vse nezavedno. Ne? In ji paše moška dominacija. In išče, če je bil foter grobjan, išče grobjane. Samo grobjani jo rajcajo. Ne? Napačni moški, če je že foter bil napačen, da gre hčirko udariti. Hčirke se ne sme tepst. Sina se pa lahko, ampak ga more oče, če je poreden, ne? Če je res neukrotljiv. Oče je tisti, ki ga mora v red spraviti, ne pa mama. Če pa mama to naredi, bo pa to pokasirala, ne, una, ki je pol sama kriva. Ne? Ni sama kriva, ne? Če tudi ima svoje žute minute, ni sama kriva. Kriva je mama tistega moškega, ki jo je udaril. Mama je kriva, pa nek kolabirani oče. Seveda, tudi take strokovne debate ne boste slišali, ker so tam neke mlade dame bile, ne, in so to vodile, to jaz ne vem, če ima kjera svojega otroka. Od teh so tole organizirala. Vse sem tam malo preveril. To so same babe bile, ne 3 moški. Pa Martina Vuk je bila tudi. Anja Koprač, mrak na oči, ne, te ni bilo. Martina Vuk je pa bila, to je pa desna roke, ona ex-ministrice. In glede na to, da sem 2 knjige napisal, o spolu in prvi spol. Ženske ste prvi spol, zato sem napisal to antifeministično knjigo. Zato sem se dolžnega počutil, da se javim, repliciram, ampak ne da ampak kdo kaj za vprašati nima nič. Vam bi pa par stvari povedal, ne. Inštitut za proučevanje
ne vem, spolov. Kako že ima Inštitut za proučevanje enakosti spolov? Ej, ustanovite Inštitut za proučevanje zgolj spolov ali pa različnosti spolov, ne pa enakosti spolov. Spola sta različna. O tem govorim, o teh dveh knjigah. Ne? Spola sta različna. Inštitut za proučevanje različnosti spolov. In treba imeti ministrstvo različnih možnosti, sociale, družine in enakih možnosti. Ne enakih možnosti, različnih možnosti. Zato, ker so simbolni procesi zaradi anatomije genitalij popolnoma različni glede na spol. In zdaj ta konzervativna vlada, ne, konzervativna desno-sredinska, bi lahko to s tem ministrom, ki je vedela, sem kje, če se minister po bab piše. Ne? Dva priimka ima, čak malo, žena pa sam dekliškega. Kralj, Cigler. Ona je pa sam kralj, ne, nič Cigler. Ta pa minister Cigler kralj. Mislim, da bi se na Evropski uniji par stvari, ki jih jaz tukaj ustoličujem v teoretski diskurs, da bi se gor plasirali. Ne, to pa ta vlada ni naredila in to je en velik očitek. Janez Cigler kralj, ne, iskreni.net, konzervativni portal, ne. Nič se ni spremenilo na področju razumevanja razlik med spoloma. Kdo se bo potegnil z ženstvene ženske, če ne jaz? Ker tam same možače, moškinje, lezbike prosperirajo, pa njihovi lojalni legebitrovski kolegi z geji na čelu. Mislim, imamo pa desno-sredinsko vlado, se pravi formalno konzervativno. In še kar te enakost spolov. Spola sta različna. In potem imamo neko takolo Zoom konferenco, pa tam, ki je strokovno oziroma doktrinarsko enoumno, drugega mnenja na to temo, recimo, ali pa kompetentne sogovornike. Te pa ne povabijo. Ko bi sam nekoga povabili, da bi drugo mnenje povedal ali pa strokovno razlagal, zakaj se ženska vedno znova ujame v odnos s psihopatskim moškim. Ja, fotra je imela psihopatskega. In pa so pa, vse psihopati kriv. Ja, psihopati so kriv, ker če je psihopatija vezana na ženske, je kriva psihopatogena mama in odsotni oče, ki ga je mama nagnala iz družine. Bom emancipirana pa samska. Pa tam neki so imeli neke raziskave, pa ste, igravce so spraševali, igravce, veste, kdo so igravci? Tisti, ki se vse, kar se tam na odru dogaja, naučijo na pamet, ker jim en scenarij napiše. In te so šli tam spraševati, pa tam še kaže tiste igravce, ko se ve, da nimajo svoje pameti, da se celo življenje učijo tekstov, ki jim ga drugi pišejo. Nimajo avtonomnega mnenja, močnega. Njihov koncept izoblikovanja mnenja je prevzemanje tistega, kar se nauči v enem tekstu, ko ga čita. Pa temu peljujejo strokovno svetovanje. Mislim, strokovno svetovanje je lahko takšno ali pa drugačno. Ne? Če pride nek svetovalec, psiholog ali pa socialni delavec v sistem na CSD-je, to jim operejo možgane. To sploh ne štekajo Freuda, ne štekajo spolov, ker so se naučili, da sta spola enaka. Ker sploh ne vejo, kaj je anatomija kot usoda, kaj to pomeni za razvoj psihe, simbolnih procesov, ki so nezavedne narave. In potem tam pridigajo. Obstaja tudi teorija, znanstvena teorija, ne? Psihoanalitična teorija. In pa gledamo, koliko je bilo konceptualnih zablod v samem pristopu razumevanja dveh spolov. Ideologija feminizma se je točno videla, kako je infiltrirana v pristop k razpravljanju o ženski, ki se jo ne tepe. Tok tega bi se dal povedati, ampak tako, rekel, nepripravljeno grejo, pa tam neke dve ranjene duše, ki so dva psihopata ali pa štirje, ker so zamenjale partnere, pa spet v isti odnosu se ukleščile. In posti solze teče, kuna tam joka, ta razlaga. Ja, kdo bo pa kaj pametnega povedal? A bomo samo to jamranje poslušali? Pa Zoom konferenca ne more biti namenjena jamranju.
Ja, pa še kaj povedal teh dveh, ki sem jih poslušal, ranjenih, Monika pa Alenka. Ja, Alenka je bila dobra, tale Monika je pa, ne, in drugo mnenje, če bi tam razložil, ne, bi prišel še do marsičesa, ne, jaz sem imel ženske, ki so vse je bilo narobe z možem, ne, pa v končni fazi sem gotovil, da je pa dec normalen, baba pa motena. Mejna osebnostna motnja je pogosta anomalija v psihi mnogih ločenk, ker jo laže nositi, prenašati. In pa se ločijo. Sem, ko se ločijo, otroci najebejo. Oster jezik imam, ne. Ok, jaz sem se mislil uživo javljati pred pol ure. Zdaj sem pa od teh skoraj pol ure par stvari povedal, ker se mi zdi, da kot poznavalec odnosov med spoloma, poznavalec razlik med spoloma, moram na ta dan in tekst o teh ženskah, ki se jih pretepa, sem napisal pred 5 leti, danes sem ga ponovno objavil. Z žensk se ne tepe, ne da se ti roka posuši, če žensko udariš. Kurc ima, da ti odpade. Jošk ne smeš nikoli več videti, kaj šele prijet, če žensko udariš. Moški, ki to gledate. Amen. Zdaj pa da nam zbrisal.